Dober dan v tem deževnem popoldnevu, v katerem smo vam poleg drugih športov, košarke, ki ste jo že videli, pripravili tudi polurno reportažo z včerajšnjega relija Velenje. Kot že njegovo ime pove, je potekal v okolici tega mesta in v organizaciji domačega Auto-Moto-Touring kluba. Gre za 4. letošnji reli za državno prvenstvo, obenem pa je to tradicionalna 8. velenjska tovrstna dirka. Za reli, ki se je začel v soboto ob natanko 7 uri in 1 minuti, se je prijavilo 61 posadk, večinoma iz Slovenije, nekaj jih je prišlo tudi iz sosednje Hrvaške, ena pa iz Avstrije. Po posnetkih nekaterih tekmovalcev, favoritov pri odhodu na prvo hitrostno preizkušnjo, mogoče nekaj značilnosti relija Velenje. Vozniki bodo morali opraviti 15 hitrostnih preizkušenj, 9 v dopoldanskem delu in 6 popoldne. Značilnost dirke: izredna pestrost, zanimivost, raznolikost brzincev, katerih večji del bo potekal na makadamskem cestišču. Makadam bo v večjem delu prisoten vsaj v dopoldanskem delu. Favoriti za zmago: prvi prav gotovo Silvan Lulik, sovoznikom Matjažem Mihelčičem, pa Zagrebčan Goran Popovič, Darko Peljhan in še nekateri. Reli Velenje, kot že povedano, 4. letošnji za državno prvenstvo, vrstni red na vrhu pa je po opravljenih 3 takšen. Na prvem mestu je Aleš Črnivec, član amortizerja Herca, zbral je 35 točk. Na drugem je s 30 Darko Peljhan, sledi Tomaž Jemec, samo točko za njim Borut Šimec, potem Silvan Lulik, Komelj, Kočevar in Grum. Večkratni državni prvak Brane Kizmič, zanimivo je letos brez sreče in je zbral do zdaj samo 10 točk. V Velenju ni nastopil, pozneje bomo iz njegovih ust slišali zakaj. Tule je edini avstrijski predstavnik na tem reliju. No in oglejmo si vrstni red po 3 dirkah. Prvi, kot že rečeno, Aleš Črnivec, drugi Darko Peljhan, 5 točk zaostanka, pa Jemc, Šimec, Lulik in Komelj. Kizmič je zbral 10 točk. Takole smo na startu prve hitrostne preizkušnje, videli ste odštevanje. Odšteva se od 5 pa do 0. Tole je bil Matjaž Eržen s sovoznikom Primožem Erženom. Gledamo pa že Silvana Lulika s sovoznikom Matjažem Mihelčičem. Sta člana Donita Olimpije, za volanom Forda Sierre Coswortha. Ime Cosworth, kot veste, je Fordu sinonim športnosti, svetovno slavo pa so si z njim bolj kot na relijih pridobili v tekmovanju Formule 1. Samo za ilustracijo, različne ekipe so s tem motorjem osvojile kar 160 velikih nagrad. Vrnimo se k Luliku. Primorski voznik na prvih 3 relijih letos ni imel preveč sreče. Na prvem Mazdinem reliju mu je odpovedal motor, na drugem Saturnosovem mu je že na startu odpovedal menjalnik, no na tretjem pa le prva zmaga. To je bilo julija na reliju Acapulco. Z eno zmago je do Velenja tako zbral 20 točk. Lulik sicer že stari znanec šaleškega relija, lani je na njem celo zmagal in to prav s Fordom Sierra Cosworth in sovoznikom Matjažem Mihelčičem. Lani tudi državni prvak v sezoni, ki je bila prekinjena zaradi znanih dogodkov. Z njegovo zmago pa se je po dolgem času na vrh generalne razvrstitve povzpel voznik, ki tekmuje z avtomobilom v skupini N. Pred tem sta bila zmagovalca Kizmič in pred njim Popovič, oba z avtomobiloma skupine A. Na posnetku spremljate rdečo lančo tekmovalca iz Zagreba, Hrvata Gorana Popoviča, natančneje lanča Delta HF Integrale, 16 ventili in pogonom na vsa 4 kolesa. Prav pogon na vsa 4 kolesa ima seveda tudi Silvan Lulik pri Sierri Cosworth. Goran Popovič tekmuje v skupini A, v razredu A7, se pravi v razredu predelanih vozil s prostornino motorja večjo kot 2000 kubičnih centimetrov. Pozneje nekaj več o razliki med skupino A in N. Sedaj pa si oglejmo vožnjo Romana Jernejca s sovoznikom Francijem Gregoričem, oba člana Mačo tima.
Na prvem reliju, Mazdinem reliju, sta zasedla 7. mesto, na Saturnusu odstopila, potem ko sta se z avtomobilom večkrat prevrnila, na Acapulcu 10. mesto in skupno 5 točk za državno prvenstvo. Ernejc in Gregorič za volanom avtomobila Peugeot 309 GTI 16V. Kot smo že dejali, na velenjskem reliju bodo vozniki morali opraviti 15 hitrostnih preizkušenj, 9 v dopoldanskem delu in 6 v popoldanskem. Sicer bodo v dopoldanskem delu bodo te hitrostne preizkušnje potekale na 3 progah, na Družmirju, Razborju in Cirkovcah. Vsako od teh prog bodo vozniki prevozili po 3-krat. Štartna številka 5 in Aleš Črnivec ter sovoznik Predrag Trkulja in avtomobil Lancia Delta HF Integrale 16V. Njune uvrstitve: na prvem reliju sta bila druga, na drugem sta zmagala in na tretjem, na Acapulcu, ostala brez točk, potem ko sta zvila obe obesi avtomobila in predrla gumi. Dirko sta sicer končala, vendar novih točk nista dobila. Tudi na tem reliju nista imela sreče, odstopila sta že dopoldne in to na peti hitrostni preizkušnji na Razborju. Do Velenja sta vodila s 35 točkami v skupni razvrstitvi. Tule štartno številko 7, črna Lancia Antona Gruma in Mirana Berčiča. Nastopata v skupini A7. Pa primorska voznika Komel Kristančič. Komel je znan po tem, da poleg relijev tekmuje tudi na cestno-hitrostnih gorskih dirkah in to že s precej utrujenim kadetom, ki ga lahko vidite. Komel pred to dirko vodilni v skupini A. Torej naj povemo nekaj razlik med skupino A in N. V skupini A so dovoljene večje predelave motorja, nastavitve podvozja, dovoljene so izven serijske gume, notranjost vozila je popolnoma osiromašena, v njej sta samo sedež za voznika in sovoznika in pa obvezni gasilni aparat. Konkretna razlika med Goranom Popovičem z Lančo in skupino A ter Silvanom Lulikom, ki tekmuje v skupini N, je tako približno 70 do 80 konjskih sil. Lulikova Sierra jih razvije približno okrog 270, Popovičeva Lancia pa čez 350. Tile posnetki, ki jih pravkar gledate, so s hitrostne preizkušnje Cirkovce. Številka 9 pa Darko Peljhan in Miran Kacin, oba člana Avto Motodruštva Gorica. Peljhan je s 30 točkami trenutno na drugem mestu skupne razvrstitve za državno prvenstvo. Njegove dosedanje uvrstitve pa so takšne: prvo mesto na začetku sezone na reliju Mazda, odstop na drugem Saturnusovem, počila mu je cel zadobor goriva, avtomobil se je vnel in popolnoma zgorel. Na reliju Acapulco je bil četrti, v Velenju pa se je prvič pojavil z Golfom Rally G60 in videli bomo, kako mu bo šlo. O Alešu Črnivcu in Silvanu Luliko, eden večjih favoritov za skupno letošnjo zmago. Tole pa je, če se ne motim, Miha Richter, ki je do Velenja zbral 12 točk, vse na prvem reliju.
Na drugem je bil diskvalificiran zaradi napačne nastavitve podvozja. Njegova verzija je bila, da se je le-to posedlo zaradi udarcev na makadanskem delu cestišča. Tule vidite, kako je tekmovalcema z Mazdo dvignilo zadnji pokrov avtomobila, vrata Mazde. Kasneje bomo videli tudi krivca tega. Gre pa za Miroslava Grada in Dušana Vrečka, člana Mazda tima, ki nastopata seveda z Mazdo 323 F in 4-kolesnim pogonom. Posadka Vojko Hočevar, Miran Strikovič. Kasneje boste opazili udrtino na voznikovih vratih. Dobila sta jo, ko sta se že po izteku brzinca, po izteku hitrostne preizkušnje zaletela v Gradovo Mazdo. Kasneje so to rano na avtomobilu učvrstili s selotejpom in s polivinilom. Zanimivo, ta nesreča se ni zgodila na hitrostni preizkušnji, temveč že po izteku te hitrostne preizkušnje v časovni kontroli. Kot veste, se morajo pred začetkom hitrostne preizkušnje tekmovalci ustaviti v tako imenovani časovni kontroli. Če jim tja ne uspe pripeljati v določenem času, pa dobijo kar velike pribitke. Tule brata Stele, domači par v lepi Toyoti Celici, ki je na pogled popolnoma takšna, kot jo ima nekdanji svetovni prvak Španec Sainz. Brata Stele na tem reliju prvič s tem avtomobilom, prej sta zanimivo tekmovala z Jugom. Do zdaj še brez točk v točkovanju za državno prvenstvo. Omejitev 40 km seveda za te tekmovalce ne velja. Tule pa zanimiv par, številka 16, Tomaž Jemc in Vilma Repe, sovoznica in prijateljica. Tekmujeta pa z Mazdo F na 4-kolesni pogon in v skupini N4. Pred to dirko je Matjaž Jemc zbral 27 točk in je bil na 3. mestu. Tule na Cirkovcah. In avstrijski par Brandstetter, Schorkhofer, kot že je povedano, edina avstrijska posadka na tem reliju. V preteklih letih je bilo tujcev v Velenju več, ker je reli štel tudi za evropsko prvenstvo. Avstrijski par na edinem Subaruju Legacy, 4-kolesnim pogonom in turbopolnilnikom. Sicer pa na tem reliju največ Lancia, pa majhnih Suzukijev Swift, potem Oplov, Mazd in pa seveda Jugotov. Tule Lancia bratov Francelj, Andreja in Iztoka.
člana Avtomoto društva Slovenija Avto. Kasneje boste videli, če se ne motim, sta na tem reliju izgubila sprednji odbijač in pa masko. Tule sta že brez teh sprednjih dodatkov in lahko vidite hladilnik močne Mazde. Rafej Španjol, hrvaška posadka. Darko Rafa in Zdravko Španjol, člana avtokluba INA Zagreb, tekmujeta pa z Mazdo 323F in 4-kolesnim pogonom. Številka 34, voznik Vinko Polončič. Verjetno se vam to ime zdi znano. Vinko Polončič je naš nekdanji kolesarski as, tudi član državne reprezentance. In za konec tega prvega dela, dopoldanskega dela, smo vam izbrali tudi nekaj najhitrejših voznikov jugov. Tole je še vedno številka 42, Peter Janežič. Tule pa že številka 45, Davor Jurjevič in Dražen Mohor, člana avtokluba INA Zagreb. Tekmujeta v skupini A5. In še najhitrejši jugo iz skupine N, popularni Mičo Milosavljević in Zvone Tršinar. Uvrstitve po 9 hitrostnih preizkušnjah. Prva Lulik Mihelčič, samo 17 sekund pred dvojico Pelhan Kacin, sledijo Richter Picel, Komel Kristančič in Brandstetter ter sovoznik Schorkhofer. Med dopoldanskim in popoldanskim delom so imeli dirkači približno uro in pol časa za razna popravila, za zamenjavo gum. Sledile so namreč preizkušnje, ki so potekale večinoma na asfaltu, tudi deževati je začelo. Mehaniki zamenjajo gume, zamenjajo olje in poskrbijo za še nekatere popravke na motorju avtomobila, pregledajo jermene, pregledajo, če je vse v redu s turbinskim polnilnikom. Tule vidite Dagmarja Šusterja, ki je pred nedavnim postal državni prvak v cestno-hitrostnih gorskih dirkah po napetem dvoboju s Tomljetom. Silvan, iskrene čestitke za tole prvo mesto po prvem delu, ste ga pričakovali? Ja, skoraj bi rekel, da malo sem ga pričakoval. Na Makadamu sem računal, da bom hiter, morda ne pred Popovičem, ki pile avto skupine A, vendar drugače sem kar po malem računal. Ostane vam še ta drugi del, kjer se bo večinoma vozilo po asfaltu. Kako bo šlo? Zdaj bo pa malo težje, ker je začel padati dež, ceste so izredno spolzke, tako da hitro lahko narediš napako. Zdaj treba malo kalkulacija, ali počasi, ker sicer imamo že precejšno prednost, morda spustiti Popoviča naprej, ali pa oceniti malo, kaj več velja zmaga na dirki, ali pa točke za državno prvenstvo. Gospod Popovič, ste na drugem mestu, a mislite, da lahko Lulika še ulovite? Moram priznati, da ne pričakujem, da ga bom ujel, ker prvič dirkam z avtomobilom skupine A. Do zdaj sem vozil enak avtomobil, kot ga vozi Silvan. Mislim, da bi s takim avtom bil celo hitrejši od njega. S tem pa sem celo počasnejši. Čeprav bi moral biti pravzaprav hitrejši. Zato bi bilo treba več treninga, ker so od skupine N zelo razlikuje.
Čaka nas vse, tako da bodo razmere za vse enake in mislim, da ne bo težav. V drugem delu torej 6 hitrostnih preizkušenj na 2 progah, na Skornu in Ložnici, oziroma na 3 ter na Lipju. In podobno kot v prvem smo vam tudi tokrat pripravili posnetke najhitrejših voznikov. Tole ste videli, je Popovič ujel Lulika, ni nam bilo jasno zakaj. Kasneje smo potem izvedeli in slišali boste iz ust Silvana Lulika, zakaj je do tega prišlo. Deževalo je vedno močneje in ceste so postajale vedno bolj spolzke, kar je seveda voznikom povzročalo precej težav. Velenjski reli spada med hitrejše, na njem so bile že dosežene hitrosti tudi preko 110 km/h povprečne hitrosti. Tako da so organizatorji nekaj časa celo razmišljali, da bi postavili umetne šikane, s katerimi bi upočasnili tekmovalce, ker Mednarodna avtomobilska zveza priporoča oziroma zahteva hitrosti do 110 km/h. Tukaj ste videli Romana Jernejca in Francija Gregoriča, člana Mačo tima s Peugeotom 309 GTI. Deževje pa pomeni še dodatno težavo za voznike, ne samo zaradi spolzkih cest, ampak tudi zaradi tega, ker morajo imeti ves čas do konca naravnano gretje, da bi s tem preprečili rosenje šip, in v teh avtomobilih je zelo, zelo vroče. Slavko Komel je bil na zaslonu za trenutek. Idrica, Darko Pelhanter, Miran Kacin. Spregovorimo še nekaj o vlogi sovoznika. Gre za zelo nehvaležno vlogo, saj sami tekmovalci pravijo, da sovoznik ne more zmagati, lahko pa povzroči kar nekaj težav. Namreč vsaka napaka sovoznika se lahko še kako pozna. Najhuje celo takrat, ko avtomobil zleti s ceste. Velenjski reli se je sicer začel že včeraj s tehničnim pregledom vozil. Tekmovalci pa so se nam pripravljali že kar nekaj časa. Izdelali so radar, gre za zemljevid relija, za mapo z vrisanimi ovinki in pa z težavnostnimi stopnjami teh ovinkov. Tekmovalci jih označujejo zelo različno, nekateri od 1 do 6, drugi obratno, nekateri potem od 1 do 10. Nekateri v ta radar vpišejo tudi točke zaviranja, nekateri pa potem ovinke opremijo tudi s plusi, minusi, ki pomenijo, koliko bodo takrat, koliko plina bodo uporabili v tistem ovinku. Tule Mazda dvojice Grad Vrček se je na tem ovinku skoraj da ustavila. Krivdo za to gre pripisati tudi nekaterim gledalcem, ki so na tistem ovinku stali zelo blizu. Sicer pa so, to moramo reči, bili zelo disciplinirani.
Za varnost na tem reliju je bilo sicer odlično poskrbljeno, za varnost samih voznikov in sovoznikov pa skrbi aluminijasta konstrukcija v avtomobilu. Gre za brezšivne cevi, za zelo ojačano konstrukcijo, da se ta ne bi stisnila ali kako drugače poškodovala pri obračanju, pri trkih. V avtomobilu pa so še gasilski aparat, obvezni gasilski aparat, obvezni del opreme dirkača in sovoznika pa je tudi negorljiv kombinezon, potem čelada, rokavice. ...230 km relija, velenjskega relija, se je počasi bližalo koncu. Od teh 230 km jih je bila polovica 115 hitrostnih preizkušenj. Poglejmo dosedanje zmagovalce tega relija. Leta 1984 je zmagal Brane Kizmič, takrat sovoznikom Rudijem Šaljem in avtomobilom Renault 5 Turbo. Leta 1985 edina ženska zmaga na tem reliju do sedaj. Prva je bila Romana Zrnec, sovoznica Suzana Bagari in avtomobil Renault 11 Turbo. Leta 1986 je bil prvi Vojko Podobnik s sovoznikom Vojkom Hočevarjem in Porsche 911 SC. Leta 1987 pa začetek prevlade Braneta Kizmiča s sovoznikom Janezom Baničem in avtomobilom Renault 5 GT Turbo. Poglejmo končne uvrstitve tega relija. Prva dvojica Popovič Luka, druga Silvan Lulik, Matjaž Mihelčič, pa potem Pelhan Kacin. Gospod Slemenšek, relij je pravzaprav končan, prve ocene, vtisi? Ja, mislim, da si lahko oddahnemo vsi. Mi po 2 dneh dela, 2 dneh teh organizacije, in dirkači po 230 prevoženih kilometrih. In ker je šlo vse brez hujših nesreč, ker so poškodbe samo na pločevini, mislim, da lahko ocenim, da smo uspešni. Gospod Kizmič, pričakovali smo vaš dvoboj in pa dvoboj Lulika. Zakaj vas ni bilo na ta relij? Ja, tik pred štartom tega relija se je vodstvo Renaulta odločilo, da ne bomo nastopili na tej dirki, tako da jaz sem bil pač pripravljen, imeli smo napisani radar, natreniran, vendar kot poklicni voznik moram upoštevati navodila svojih predpostavljenih, tako da na tem nismo sodelovali. A vas lahko pričakujemo vsaj na Kompasu? Jaz upam, da bomo. Vodstvo po makadamskem delu in pa poraz proti Popoviču na asfaltu. A je prišla do izraza večja moč motorja Popovičevega avtomobila? Ne, sploh ne, ker mislim, da jo ni znal izkoristiti. Problem je bil v tem, da je nam odpovedala sklopka na štartu prve hitrostne preizkušnje v drugem delu in smo v bistvu vseh 6 hitrostnih peljali brez sklopke. Iskrene čestitke za tole zmago, po asfaltnem delu je šlo mnogo bolje kot po makadamu. Hvala lepo. Hvala lepa. Zdaj nama je šlo že malo boljše, ker sva se navadila na avto, je pa še zmeraj zelo težko. Zelo sva vesela, da sva prišla do cilja in zmagala. Prvi nastop s tem avtomobilom. Da, to je najin prvi nastop s tem avtomobilom in zato je ta uspeh toliko večji. Tole pa je skupna uvrstitev slovenskih dirkačev za državno prvenstvo. Prvi Pelhan s 45 točkami, današnjo zmago za državno prvenstvo, s drugim mestom na reliju pa se mu je na 5 točk približal Silvan Lulik. Čez 14 dni bo na vrsti relij Kompas in takrat bo tudi padla končna odločitev o tem, kdo bo novi državni prvak v letu 1992. Takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.